Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju dogodkov dneva. Miran Gajšek in Bojan Cvelfar na celjski mestni občini prevzemata vodenje oddelkov za okolje in prostor ter družbene dejavnosti. Pahorjeva Katrca se je danes ustavila v Knežjem mestu. V Braslovčah uspešno izpeljali dobrodelno prireditev Zvezde med zvezdami. Celjski rokometaši državno prvenstvo sklenili zmago v Slovenj Gradcu. S 1. junijem bo vodenje oddelka za okolje in prostor ter komunalo na mestni občini Celje prevzel Celjan magister Miran Gajšek, ki je zadnjih 18 let vodil oddelek za urejanje prostora na mestni občini Ljubljana, predtem pa je bil direktor Celjskega zavoda za planiranje in izgradnjo. Z istim datumom bo vodenje oddelka za družbene dejavnosti prevzel dr. Bojan Cvelfar, zgodovinar, predavatelj in kulturnik, ki je nazadnje kot direktor vodil Arhiv Republike Slovenije. Ekipo urbanistov mestne občine Celje bo z mesecem junijem okrepila arhitektka Katja Martinčič, ki je doslej to področje pokrivala na občini Idrija. S 1. junijem bo na mestni občini Celje v veljavo stopil sklep o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi. Nov sektor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo bo vodil Dušan Slapnik, na oddelku za družbene dejavnosti pa se sistematizirata dve novi službi. Službo za vzgojo in izobraževanje bo vodila Polonca Ocvirk, službo za šport pa Jerneja Svetko. V Celju se je danes na svoji dobrodelni poti ustavila Pahorjeva Katrca. V tretjem krogu dobrodelne Katrce zbirajo denar za 3-letnega Urbana Miroševiča in za pripomočke, ki bi tetraplegikom olajšali življenje. Do zdaj so uspeli zbrati 25 000 evrov. Urban Miroševič je 3-letni deček, ki ima redko gensko bolezen, sindrom CTNNB1. Povzroča hude težave na motoričnem, kognitivnem, vedenskem področju, pravzaprav onemogoča otroku, da bi normalno, samostojno, dostojanstveno živel. Za njega prav v tem trenutku je že razvito gensko zdravilo, katero mu daje to upanje, da tudi za njega obstaja neka boljša prihodnost. Zato tudi zbiramo sredstva. In v roku nekaj tednov bomo imeli še zadnje rezultate preizkušanj na živalskih pa na celičnih modelih tega zdravila, potem pa bo res samo še vprašanje časa, kdaj bo Urban to zdravilo lahko dobil. Urban je edini s to diagnozo v Sloveniji, na svetu pa je takšnih bolnikov okoli 400. Fundacija, ki sta jo ustanovila prav Urbanova starša, v pomoči domačih in tujih strokovnjakov vodi prvi program razvoja genske terapije za sindrom CTNNB1. Doslej so z različnimi akcijami v zadnjih 2 letih zanj zbrali 1,9 milijona evrov od potrebnih 2 milijonov. Nekako na začetku smo mogli postaviti neko ceno, pač to je seveda cena za te predklinične raziskave in pa ta prvi del kliničnih, ki seveda je drag, ampak vključuje 10 otrok, ne naraste do 10-20 milijonov, tako da je bila to neka cena, ki smo jo mogli na začetku postaviti in upam, da jo bomo tudi s tem zneskom lahko prišli čez. Trenutni lastnik Katrce, Tomaž Habjan, se je odločil nadaljevati dobrodelno pot, ki jo je začrtal nekdanji predsednik Borut Pahor. Katrca bo tako po Sloveniji potovala še do konca junija. Prvenstveno zbiramo za Urbana, del sredstev pa bo šel za paraplegike. Zbiramo za aparat CO2, ki bo v Pacovku. To omogoča boljšo prekrvavitev in mislim, da bo zelo koristen za tetraplegike in paraplegike. Dobrodelno akcijo podpirajo tudi na mestni občini Celje. Izražamo dobrodošlico Katrci, ki je končno prišla tudi v Celje v tretjem krogu. To je izjemno lepa akcija, ki je povezala vso Slovenijo in vesel sem, da je danes povezala tudi Celjanke in Celjane, ki bodo, kot smo navajeni, stopili skupaj in pomagali Urbanu pri doseganju njegovega cilja za pridobitev terapije za bistveno izboljšanje kakovosti življenja. Prav tako pozdravljamo Zvezo paraplegikov, ki sodeluje v tej akciji, in pa Celjsko humanitarno društvo Enostavno pomagam, ki se mu zahvaljujem, da se je še
enkrat pridružilo akcijam, kot so jih navajeni redno tudi tu organizirati. Vsem želim res veliko uspeha, veliko zbranih sredstev in uspešno nadaljnjo pot s širitvijo dobre ideje po Sloveniji. Donacije zbirajo na posebnem računu Rdečega križa Slovenije, možno je donirati tudi s poslanimi SMS sporočili. Ob dobrodelni katrci pa je svojo donacijo predala tudi Cinkarna Celje. Občina Braslovče je v sodelovanju z medijsko hišo Novi tednik in Radio Celje konec prejšnjega tedna uspešno izpeljala prireditev Zvezde med zvezdami. Prireditev je imela tudi dobrodelno noto, saj bodo izkupiček od prodaje dobrodelnega golaža namenili za letovanje otrok iz rejniških družin ter družin iz socialno ogroženega okolja. Zvezde med zvezdami je prireditev, za katero organizatorja občina Braslovče in medijska hiša Novi tednik in Radio Celje upajo, da bo postala tradicionalna. Zdaj, na eni strani je seveda pester glasbeni program, Werner je že zapel, zdaj poslušamo Mirana Rudana, potem so še Nina Doneli, ansambl Šepet, seveda kot glavne zvezde danes Modrijani in pa Čikas. To je en vidik, torej družabni, veselica, zabava, za katero so odlično poskrbeli tudi naši gasilci in kar se tiče prometnega režima in še posebej glede strežbe, kar 130 sodeluje iz naših prostovoljnih gasilskih društev, tako da njim gre res velika zahvala v imenu občine in vseh. Po drugi strani pa je imela prireditev tudi dobrodelno noto. 13 ekip, društev in posameznikov je kuhalo dobrodelni golaž. Z vsem izkupičkom, ki ga bomo zbrali od tega dobrodelnega golaža, pa ga bomo dodali donacijskemu skladu, ki ga je odprla občina Braslovče in skupaj z Zvezo prijateljev mladine Moste Polje odpeljali na počitnice rejniške družine in družine iz socialno ogroženega okolja naše občine. Golaž je ocenjevala tudi 3-članska strokovna komisija, ki je poleg okusa pripravljenega golaža ocenila tudi delovni prostor in delovne površine. Jaz bom rekla, da smo imeli mi težko delo. Težko delo zato, ker jaz pa sem profesionalna kuharica in vem, da je, če hočeš neko jed res dober pripravi, da jo potem z veseljem tudi postrežeš in da je ti zadovoljen, ko ga postrežeš, ni kar nekaj. Ja, treba je res delati s srcem in mislim, da tule ne bi izločila nobenega, ki se danes pa ni potrudil. Ampak to so, lejte, mi smo res bili 3-članska komisija, Urban Jagar, Janez Škrabes sta bila moja kolega, smo korektno in tudi se potrudili, da smo res pravično to ocenili. Najboljši golaž so skuhale članice društva kmečkih žena Trnava Gomilsko. Sicer pa so golaž večinoma kuhali domačini. Zato smo se tudi pri ocenjevanju odmaknili, da nismo gledali, odkot so nam prinesli ocenjevanje golaž, da ne bi bilo kaj spornega. Res smo hoteli narediti izjemno pravično, glede na to, da je to naša prireditev, da je to naše okolje, da so to naši ljudje in da je to za dober namen, kar je najpomembneje, ne? Organizatorji si želijo, da bi prireditev z dobrodelno noto postala stalnica. Ja, resnično smo imeli srečo pri iskanju partnerja in občina Braslovče je resnično vreden partner, ki se je izkazal z tako organizacijskega smisla kot samo lokacijo, ki je resnično ena lepših v Sloveniji in jaz verjamem, da bo ta zgodba Zvezde med zvezdami postala prepoznavna ne samo v tem okolju Savinjske regije, ampak tudi širše, kajti dobrota ne pozna meja, dobre zgodbe ne pozna meja, kakor tudi tiste, ki so potrebni neke pomoči, tudi jih je čedalje na žalost v tej družbi tudi čedalje več in za njih je pravzaprav ta zgodba ustvarjena. V petek popoldan je zagorelo v skladišču odpadnega papirja v regijskem centru za zbiranje odpadkov Celje. Požar se je hitro širil, a so ga celjski poklicni gasilci s pomočjo gasilcev iz 10 prostovoljnih gasilskih društev uspeli hitro lokalizirati in pogasiti. Pri gašenju požara je skupno sodelovalo več kot 100 gasilcev. Gorelo je okrog 800 kubičnih metrov smeti v dolžini 60 in širini 40 metrov.
Vodstvo podjetja Symbio je o požaru obvestilo tudi nacionalno enoto ekološkega laboratorija, ki je izvedla meritve o vplivih na okolje. Poškodovanih v požaru ni bilo, po prvih podatkih je do požara prišlo zaradi samovžiga, materialna škoda pa bo zaradi uničenega odpadnega papirja, ki bi ga sicer prodali za reciklažo, ter poškodovanega skladišča in opreme v njem zagotovo precejšnja. Športno društvo Gaberje Celje je pripravilo že 42. Cicibanijado, na kateri so sodelovali predšolski otroci iz celjskih vrtcev in športnih društev. Gre za tradicionalno celjsko prireditev, ki sodi v sklop akcije Veter v laseh športom proti zasvojenosti, ki jo organizira Športna unija Slovenije. Cicibanijado, tradicionalno športno prireditev za najmlajše iz otroških vrtcev in športnih društev, v športnem društvu Gaberje Celje pripravljajo vedno ob zaključku maja meseca in ima svoje korenine v gimnastičnih mnogobojih, ki so jih v preteklosti pripravljali na prostem v mesecu maju ob nekdanjem dnevu mladosti. Zadnjih 28 let pa jo izvajajo v okviru akcije Veter v laseh športom proti zasvojenosti, ki jo koordinira Športna unija Slovenije. Njen osnovni namen pa je seveda otroke že v rosni mladosti 3, 4 ali 5 let navaditi in navdušiti za športne aktivnosti, in to akcijo v športnem društvu Gaberje Celje uspešno združujejo pod svojim znakom kakovosti Zdravo društvo in predstavlja zaključek njihovega celoletnega programa športne vadbe za najmlajše, ki se v častitljivem nekdanjem Sokolskem domu iz leta 1908 odvija vsak četrtek med 17. in 18. uro. Letošnje prireditve se je udeležilo kar 14 ekip, 137 kratkohlačniki. V primerjavi s predkoronskim letom 2019, ko jih je bilo 117, je to vsekakor lep napredek, na katerega je lahko predsednik športnega društva Gaberje, legendarni Metod Trebičnik, upravičeno ponosen. Ja, moram priznati, da letošnja 42. Cicibanijada, to je srečanje predšolskih otrok v spretnostnem poligonu oziroma nekakšno druženje najmlajših v propagandi za zdrav življenjski slog in v okviru akcije Veter v laseh športom proti zasvojenosti je bilo prijavljenih kar 14 ekip. Danes se tu v sončnem vremenu že zbirajo in računamo, da bo 137 prijavljenih otrok izkazalo svoje gibalne sposobnosti, ki so jih naučili tekom preteklega leta od 41. Cicibanijade do danes. Malčke so prizadevni vzgojitelji pripeljali iz vrtca Tončke Čečeve Celje, iz enot Gaberje, Aljažev hrib in Hodinja, pa iz vrtca Maurica Vojnik, iz enot Vojnik, Šmartno v Rožni dolini in Socka, ter iz vrtca Lipaštore in iz športnega društva Nova vas v Celju in ter seveda domačega športnega društva Gaberje Celje. Zaključili pa so malčki prireditev s plesom in glasbo ter risanjem na asfalt. In ker ima športno društvo Gaberje uradno tudi licenco Zdravo društvo in naravi prijazni športi, ki jo dodeljuje Športna unija Slovenije, so udeleženci s sabo prinesli kot vstopnico plastične zamaške, ki jih zbirajo v humanitarne namene. Vzdušje pri tem, ko so se najmlajši pomerili v spretnostnem poligonu, v katerem so bili itak vsi zmagovalci, pa je bilo seveda izjemno doživeto. Svojim bučnim spodbujanjem številnih staršev, vzgojiteljev in drugih obiskovalcev, ki so zasedli vse razpoložljive prostore v telovadnici in na balkonu in tako Cicibanijadi pridjali pravi športni pridih, sta se pridružila tudi letošnja mlečna kraljica Mlekarne Celeja in Okidoki, ki sta vsakemu sodelujočemu po uspešno opravljeni nalogi stisnila vzpodbudno petko. In kaj najmlajšim pomeni sodelovanje na Cicibanijadi?
Našim otrokom to ogromno pomeni, ker zdaj že dolgo časa nič ni bilo, pa v bistvu nekateri to sploh ne poznajo in zato jim to ogromno pomeni, no? Da se malo podružijo, se poveselijo pa potelovadijo. Jaz menim, da te prireditve so zelo dobrodošle zaradi tega, ker spodbujajo predvsem gibanje pri otrocih, ki ga je v zadnjem času odločno premalo. Poleg tega je pa tudi tu pomemben vidik druženja, da se podružimo tudi malo bolj na sproščen način, kot tak drugače. Najmlajši pa so povedali tudi, da so jim najbolj všeč aktivnosti na igrišču. In kaj najraje počnejo? Špilam košarko. Pa še kaj? Nogomet. Tekam. Tekaš, pa še kaj? Pa igram. Pa igra se. In danes boš tudi tukaj se veselila tako? Ja. Na zaključku so ob podpori številnih sponzorjev vsem sodelujočim podelili malico. Spominska darila, seveda vsakemu posamezniku tudi medaljo, ekipam pa pisna priznanja. In kako v bodoče? Kar se pa tiče naprej, je pa vse zavisi tudi od strategije športa, ki bo sprejeta v celjskem okolju za naslednjih 10 let, vendar menimo, da bo to, kar delamo za najmlajše in tam, kar delamo za malo manj mlade, ostal srž aktivnosti tudi v bodočem obdobju in enako s tem tudi program naših vadbenih enot v našem društvu. S Cicibanjado pa poletnih športnih aktivnosti v športnem društvu Gaberje Celje še ni konec. To soboto 3. junija bodo v Celju sodelovali na tradicionalnem teku očkov ter ob vrsti športnih aktivnosti pripravili tradicionalno prijateljsko srečanje 3 športnih društev iz Bakovcev pri Murski Soboti, Kopra in Celjskega Gaberja, ki pod skupnim naslovom Bakoga tokrat poteka v Celju. Konec tedna se je končalo rokometno državno prvenstvo. Državni prvaki so 26. v zgodovini kluba postali rokometaši Celja Pivovarne Laško. Velenjčani so prvenstvo sklenili na 2. mestu, Celjani pa so v zadnjem krogu z 31-23 zmagali na gostovanju v Slovenj Gradcu. Kljub temu, da so Celjani na Koroškem nastopili v zdesetkani postavi, njihova zmaga proti Slovenj Gradcu ni bila nikoli vprašljiva. S 25. zmago v sezoni so pivovari postavili piko na i zelo uspešne sezone, v kateri so poleg državnega osvojili tudi pokalni naslov, zelo dober vtis pa so pustili tudi na tekmah Lige prvakov. Jaz sem tega mnenja, sigurno so veliko ljudi je istega, da smo imeli zelo krasno sezono, zelo dobro sezono. Enostavno vse to, kar smo se zadali pred začetkom sezone, nam je uspeli in mogoče, po mojem, smo dali mogoče več. Ekipa je držala od samega začetka, vedeli smo točno, kaj nas čaka, da so vsi pripravljeni, da nam vzamejo skal po tej sezoni. Imeli smo Ligo prvakov zelo zahtevno skupino, ampak vse smo zdržali, pa in v tej Ligi prvakov smo pokazali, da lahko v tem trenutku igramo z temi velikanskimi ekipami. Sezona je bila zelo dolga, glavni cilji so bili doseženi, se pravi osvojitev lovorike državnih prvakov, vrnitev pokalnega tekmovanja v Celje in nekaj izjemnih, oziroma kar nekaj zelo dobrih predstav v Ligi prvakov, pa zmag. Torej izjemna sezona, čestitke ekipi in trenerskemu štabu, vrhunska sezona. Super sezona, res zadali smo si ta 2 cilja v državnem prvenstvu in pokalu. Bilo je zelo težko, ampak mislim, da smo lahko ponosni, da smo to vse zdržali in res oddelali maksimalno in zasluženo dobili obe lovoriki. Mislim, da je bila ena res zelo lepa sezona, že dolgo se ni ponovila, po 5 letih smo zopet vzeli oba pokala, mislim, da smo fenomenalno igrali tudi v Evropi, tako da bi lahko celo sezono s čisto 10 na koncu. Da sem prezadovoljen. Presrečen sem in zelo zadovoljen. Uspeli smo obraniti državni naslov in dodati pokal. To je bil naš cilj. Dosegli smo ga, zato sem lahko le srečen in zelo zadovoljen. Jaz bom rekel, da je za nami ena zelo dolga in naporna sezona. Igrali smo na 2 frontih, tako oziroma na 3 v pokalu, prvenstvu in še te evropske tekme v Ligi prvakov, ki so res na visokem nivoju. Mislim, da smo se na vseh frontah
zelo dobro odrezali. V Evropi smo pokazali, da smo, če smo pravi, da smo predvsem za to rogo lahko konkurenčni marsikateri ekipi. Državno prvenstvo in pokal pa lahko rečem, da to, kar smo si zastavili na začetku sezone, opravili, bom rekel, z odliko in res smo veseli. Pa super, mislim, da so lahko vsi navijači, vsi v klubu, igralci, trenerji, da smo zadovoljni s tem, kar smo dosegli. Cilj je izpolnjen pred sezono, kar smo si zadali. Mislim, da smo imeli eno fantastično sezono, predvsem z pogleda tega, da ni bilo večjih poškodb, razen tiste od Filipa Rakite na začetku priprav. Mislim, da je to največji dosežek, plus tle dajemo te nekaj par zmag v Ligi prvakov in seveda državni naslov in pokalni naslov. Prvo ime v celjskem moštvu je bil letos zagotovo Aleks Vlah, ki je bil izbran za MVP zaključnega pokalnega turnirja. Z 88 doseženimi goli je bil najboljši strelec skupinskega dela Lige prvakov. Pa moram reči, da sem zadovoljen, ne morem reči, da nisem zadovoljen, ampak sam se nikoli ne zadovoljim. Vedno vidim napredek, tudi zdaj verjamem, da lahko še veliko pridobim, sploh v tako velikem klubu, kot je Aalborg. Mislim, da je to še ena stopnička več v karieri in da je to prava pot za zrast, tako kot igralec, kot oseba. Za Vlaha ter še kar nekaj celjskih rokometašev je bilo srečanje v Slovenj Gradcu zadnje v rumeno-modrem dresu. Jaz bom rekel, da ko sem podpisal za Celje, sem nekako uresničil moje sanje. Iz otroštva vedno sem želel igrati za Celje in rekel sem si, da bom, ko bom imel ta dres gor na vsakem treningu, vsaki tekem dal svoj maksimum, kar bom v tistem trenutku sposoben in mislim, da sem to v teh 2 letih pokazal in sem zelo vesel in ponosen, da sem lahko igral za Celje. Celje je klub, ki od igralca zahteva, da je na visokem nivoju. Menim, da sem kolikor toliko pomagal moštvu. V obeh sezonah smo dosegli naše cilje, zato moram biti s tem obdobjem zelo zadovoljen. Mogu biti zadovoljan, na kraju su naši ciljevi ostvareni. Zagotovo so lepi spomini, so slabi spomini, vse bo ostalo. Res želel sem si neke nove izkušnje, Celje bo vedno moj dom, zelo rad se bom vračal. Odrastel sem tukaj kot rokometaš, tako da ne bom tega obdobja nikoli pozabil, se pa tudi veselim teh novih izzivov, ki me čakajo. Bom pa zagotovo vedno spremljal Celje, rad se bom vračal sem, če bo le možno, tudi na kakšne tekme. In vedno bo Celje v mojem srcu. Pa sigurno prijejo vzponi in padci, važno je zmeri, da se poberemo. Na koncu mislim, da sem zadovoljen, ni posamezniki nikoli ne zmagujejo, mislim, da sem dal doprinos, ko je bilo treba in na koncu, ja, če ne bi bil najboljši, ne bi igral v tej ekipi. Po koncu sezone naj bi celjski klub zapustila še vratar Yasin Belkait ter Hrvat Patrik Martinović. Računa se na odhod Belkaida po sezoni. Martinović je tudi v situaciji iskanja kluba. Mislim, da v naslednjih dneh oziroma nekaj tednih bo bolj jasno, kakšna bo dejansko zadnja odločitev glede njih, ampak planira se, da oba fanta v naslednji sezoni najdeta nov klub. Jutri bo sončno, popoldne in zvečer bo nastala kakšna ploha ali nevihta, v južnih krajih pa lahko že zjutraj. Kakšna bo možna tudi v noči na sredo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V sredo bo bolj oblačno, krajevne padavine, deloma plohe bodo nekoliko pogostejše. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V četrtek bo sončno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spremljali ste dogodke dneva, hvala za pozornost, nasvidenje.